Cenjene gledalke in cenjeni gledalci, prav prisrčno pozdravljeni v naši domači oddaji Pot poti. Danes je z nami gospod župnik Jože Lipovšek, ki prihaja iz Malečnika, to je župnija Svetega Petra. Bog daj in dobrodošli v našem studiu. Lep pozdrav tudi vam in vsem gledalkam in gledalcem vaše televizije. Jaz bi vas na začetku prosil, da se nam na kratko predstavite. Ja, torej moje ime in priimek ste povedali. Prihajam pa, torej moje korenine segajo v Vojnik, torej na lepi kmetiji in moje otroštvo, moja mladost, ki je bila zelo lepa, torej je povezana z delom na kmetiji, potem z glasbo, z molitvijo, tako da te tri razsežnosti so se nekako prepletale v mojem otroštvu, v moje mladosti, potem so sledila srednješolska leta, potem pa dokončna odločitev in sicer Jezus me je poklical, da postanem njegov duhovnik. Bili ste tudi po končanem bogoslovju kaplan v Velenju, ne? Tudi v Velenju in še prej v Celju, pri znamenitem gospodu Patu Frideriku Kolšku. Namreč tam sem doživel tudi njegovo smrt in potem po smrti je prišel škofov dekret za Velenje. V Velenju sem bil leto pa pol, potem je sledila Rogaška Slatina, 3 lepa leta. Tam imate tudi lepe pa bogate trenutke, tudi izkušnje, ne? Tako, pravzaprav vse posod. Vsaka župnija pusti en pečat na človeka. In komu je bila posvečena tale cerkev v Rogaški Slatini? Oziroma kapelica? Ja, v Rogaški Slatini je župnijska cerkev posvečena Svetemu križu, kapela je pa posvečena Sveti Ani, kamor sem izredno rad tudi zahajal, ker so vsak dan svete maše, posebej za goste, za romarje, za turiste in je bilo tam zelo, zelo lepo. Lepo. Potem pa ste dobili tudi tole župnijo Svetega Petra pri Malečniku. To je zelo lepa, prijetna, bogata župnija, pa bi vas kar prosil, da nam jo predstavite našim gledalcem. Ja, leta 2002 sem prišel torej tukaj v mariborsko področje in sicer v župnijo Svetega Petra pri Mariboru. Moram reči, da je ta župnija res zelo lepa, na lepi legi, prepletena z soncem, z vinskimi goricami, imamo vinsko cesto in ko sem to zagledal, sem rekel, prišel sem v raj, prišel sem na res lepo župnijo. No, potem, ko sem pogledal vse sakralne objekte in to, pa sem videl, da bo treba še veliko tudi obnavljati, ker so potrebni obnove, ampak moram pa reči, da župnijska cerkev je posvečena Svetemu Petru, je baročna, Kristusova nevesta, zelo znotraj lepa, zelo bogata, kot ste lahko sami videli na obisku, in tudi verniki so ponosni na njo. Zgornja cerkev je podružnična cerkev, je cerkev Device Marije, ki pa je romarska cerkev. Tukaj pa vsako leto prihajajo romari od blizu in daleč, saj je Marija z Jezusom torej zelo znamenita in jo poznajo ljudje od blizu in daleč. Imamo pa še eno kapelo Kristusa Kralja, ki je tudi še v naši župniji, je nekoliko oddaljena, ampak tudi tam imamo ob raznih priložnostih tudi presveto daritev. Lepo, treba še pa tudi povedati, da imate tudi križev pot, ki je v naravi. To je en krasen ambient, kjer lahko človek na eni strani uživa v naravi, moli rožni venec, križev pot in se prispne do vrha cerkve, ne? Bi malo tudi tale križev pot opisali? Ja, križev pot je ponos našega kraja, Maribora, Slovenskih goric. Moram reči, da samo nekaj križevih potov je takšnih, ki so v celoti, tako torej od prve do zadnje postaje. In ta križev pot je dal postaviti moj predhodnik Marko Glazer, ki je bil zelo napreden duhovnik, zelo pobožen tudi. In ker je Drava zelo nevarno takrat naraščala, je bila spodnja cerkev ogrožena. In on se je priporočal Božji materi Mariji, to je zelo, zelo zanimivo. Organizirali so tudi procesije in Marija je izprosila,
da je Drava začela upadati. In zato je dal Glazer naročiti lepo podobo Device Marije, ki jo imam v župniji, v župnišču, in dal pozidati tudi križev pot. To je bilo leta 1847. Dal je z marljivimi verniki, s pomočniki pozidati križev pot. Slike križevega pota pa je naslikal znani graški umetnik Tuner s svojimi učenci. No in te podobe so kasneje poškodovali in tudi kapelice so bile od časa načete, tako da so potem te podobe vrnili v župnijsko cerkev, kjer so še danes obnovljene. Mi pa smo ta križev pot res pred 2 leti temeljito obnovili. Celo 4 kapelice je bilo treba na novo sploh pozidati. Ni bilo torej skoraj nič od njih, oziroma celo zelo v načetem stanju, zelo razpadajočem. In so to akcijo podprli tudi naši župljani, sponzorji, donatorji, planinska sekcija Gorca Malečnik, potem tudi Lions klub iz Maribora, in pa vse to je povezoval gospod Vlado Mak, naš župljan, ki je vse to organiziral, vsak dan organiziral delo, in imeli smo lep zaključek del, torej meseca marca tega letošnjega leta. Prišel je gospod škof Anton Stres in blagoslovil to naše delo in smo zelo, zelo ponosni, saj križev pot služi svojemu namenu. Vidim, da dnevno torej ljudje hodijo na sprehod, celo nekateri molijo ob križevem potu, in res sem zelo, zelo ponosen na ta zaključna obnovitvena dela. Zelo lepo je tole in tudi gledalce bi povabil, da če imajo kakšno soboto, nedeljo, prost vikend, da si tudi to ogledajo. Tako, tudi jaz vabim, iskreno lepo povabljeni. Drži, da sveti Peter ima ključe od cerkve, od nebes. Kdo pa je pravzaprav sveti Peter, ker je tudi vaš zavetnik? Ja, sveti Peter je nebeški ključar, pravi ljudska modrost, in naša župnijska cerkev je posvečena njemu. Imamo lepo podobo. Sveti Peter je bil zelo zanimiva osebnost. Jezus ga je poklical, poleg svojega torej brata Andreja, tudi Petra, prej je bil Simon, in potem, ko mu je izročil ključe, je rekel: ti si Peter, skala. To pomeni, njegovo življenje je bilo zelo, zelo zaznamovano tudi z preizkušnjami. Bil je tako zelo, kako bi rekel, temperament njegov je bil koleričen, zelo skipljive, jeze. Enkrat bi dal življenje za Jezusa, drugič pa je rekel: Gospod, to se ti ne sme zgoditi, ti ne smeš iti v trpljenje. In potem se je temeljito pokesal, celo potem, ko ga je 3-krat zatajil. In kasneje imamo lepo podobo tudi v naši cerkvi, ki prikazuje, kako Peter pade na kolena. To je verjetno pred oltarjem, ne? To je nad oltarjem, ta podoba. Peter se razjoče. Peter se razjoče, pade na kolena, popolnoma skesan, in pogleda Jezusa. In Jezusov pogled ga presune, in potem krona vsega pri svetem Petru je to, da ga Jezus prej vpraša: Peter, ali me ljubiš? 3-krat. In on mu odgovori: Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim. In potem mu izroči ključe in tako Peter postane prvi papež in Kristusov namestnik. In vsi škofje, vsi papeži v zgodovini so torej Kristusovi namestniki in nasledniki apostola Petra. To se pravi, da tisto drži, da kar je zavezano na zemlji, je zavezano tudi v nebesi, kar je zavezano na zemlji, tudi v nebesi. In velikokrat smo tudi mi podobni svetemu Petru. Mislim, da smo tudi velikokrat se najdemo v isto, kot pademo, vstanemo. Zelo, zelo. Tudi jaz vedno v svojih pridigah, na govorih vedno vključujem tudi to podobo. In ljudje se tudi zelo najdemo v tej podobi svetega Petra. Saj vemo, da enkrat smo bolj pripravljeni, drugič manj pripravljeni moliti, verovati. Enkrat bi dali življenje za Kristusa, drugič pa se mi zdi, kot da ne poznamo Jezusa oziroma ne želimo. Imate tudi, zraven tega še treba omeniti, da še imate tudi pastoralni svet, to se pravi biblično skupino, ministrante, čistilce, cerkve, pa bi me še vi dopolnili. Tako, res je, te skupine so luč, sol in kvas
vsaki župniji in tudi v naši. Bogu hvala, res imam dobre sodelavce, so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, so vedno pripravljeni tudi se duhovno poglobiti. In mislim, da vse te, kar ste našteli, te skupine so res veliko pomoč meni. Rad bi pa še posebej poudaril planinsko sekcijo Gorca, s katero tudi sodelujem. Najprej je bilo to čisto naključno srečanje in rekli so, da bi radi organizirali polnočnico k zgornji cerkvi Device Marije. Polnočnico in to z baklami. In to je bilo zame res nekaj posebnega. Nisem še nikjer prej doživel kaj takšnega. In res se je prvo leto zbralo res polno planincev, polna cerkev je bila znotraj in zunaj. Zvedel sem, da je k svetemu Urbano ta polnočnica tudi in zdaj je pa bila že, ko sem prišel v to župnijo, pa je bila od tistega leta 2002 tudi v naši župniji in to vsako leto. Se pravi, tale cerkev je posvečena Mariji, bi morda kakšne 2-3 besede še tudi v tej cerkvi romanski dejala? To je romanska cerkev, zgrajena je pa bila 1493. Torej spodna je bila 1236, se prvič omenja najprej romanska cerkev, ta, ki jo imamo sedaj, je z leta 1730, zgornja pa je torej 1493. Obe pa so zgradili malteški vitezi, ki so imeli svojo postojanko v Meliju, samostan svete Katarine in vinograde na našem področju. In ker so to pridno obdelovali, hodili v naše področje in so rekli, tukaj je vinska trta, simbol Jezusa Kristusa, to da nekaj manjka. Manjka pa Božje svetišče. In so zgradili, torej spodnjo in zgornjo cerkev. In res zgornja cerkev je tudi pravi biser. Imamo nekaj res čudovitih podob. V tej cerkvi je maševal tudi blaženi škof Slomšek, ki je na svoj zadnji rojstni dan, to posebej poudarjam vsem gledalcem, svoj zadnji rojstni dan maševal pri Devici Mariji na Gorci. Ja, tudi v Rogaški Slatini je takrat bil v tej cerkvi, ne? Oziroma v tej kapelici. Tudi, ja, tam je pa vodil duhovne vaje. Aha. Ja, duhovne vaje z duhovniki in se tudi rad vračal na ta milostni kraj, celo v župnijski cerkvi maševal in znamenito ob eni priliki izrekel tisti znameniti duhovni nagovor, ko je rekel, molimo en oče naš pri sveti maši za tistega, ki bo prvi med nami umrl. In kdo bi si mislili, da so molili za njega? Da je on potem, torej čez nekaj časa, tudi se poslovil z tega zemeljskega življenja. Čudovito. Vi imate tudi en poseben odnos do nemeške mame Marije. Bi morda tudi o tem nekaj? Ja, meni Marija izredno veliko pomeni. Tukaj tudi me spremlja rožni venec, ki ga imam vedno zraven. Potem res častim Božjo mater Marijo že od otroštva. To se zahvaljujem staršema, ki sta mi res dala dobro vzgojo, dobro držo do krščanskega življenja, do Boga in Marije. In v naši domači hiši je bila podoba Device Marije, brezmadežnega srca Marijinega, in vedno sem se ustavljal po njeno podobo, molil in tudi zdaj, ko sem v tej župniji, je tudi cerkev posvečena njej. Zelo lepo. Kaj pravzaprav pomeni beseda mir oziroma notranji mir, ki si ga vsi želimo, pa nam ga v bistvu ta materialni svet ne more dati? Oziroma premalo govorimo, delamo za ta mir. Ja, poglejte, že v imenu Marija, ne? Če malo premečemo črke, se skriva beseda mir. In Marija je kraljica miru. In mir meni pomeni res nekaj bistvenega. Če hočem delati, če hočem živeti, če hočem pastoralno delovati v župniji, potem potrebujem najprej notranji mir. In ta mir dobim preko molitve, preko osebne meditacije, preko češčenja Najsvetejšega in preko presvete daritve, ki je zame vedno vrhunec dneva. Ste bili že v Medžugorju? V Medžugorje grem vsako leto, vodim romanje. To je tudi čisto po naključje prišlo, namreč prej nisem vedel za Medžugorje. Je to zanimivo, v bistvu največje versko svetišče, čeprav svetovno neuradno, ne? Ampak tukaj se ljudje zbirajo, molijo, hodijo po kolenih na križevac,
se spreobračajo, oziroma vse je urejeno, spontano, brez redarjev, vse teče spontano. Se strinjate s tem? Ja, to je res. In ko sem prišel prvič, Medžugorje me je presunilo. Tam sem videl preproste ljudi, tam sem videl intelektualce, tam sem videl mamo z dojenčkom v naročju, ki gre bosa recimo na vrh. Potem sem videl mladino in to z rožnim vencem v rokah. Potem sem videl, kako klečijo ljudje, kako pojejo, kako molijo in kako so tam verni in neverni. Potem me je presunilo spovednice. Spovednice, imate celo vrsto spovednic. In to ne samo kot pri nas, ko recimo čakaš ljudi, pa jih čakaš mogoče 1 uro, 2 uri, ali celo včasih več dni, tedne. Tam pa vsak dan kolone ljudi iz celega sveta, škofje, duhovniki. Ni priznano, ampak kljub temu pa je Medžugorje ena velika spovednica. In bi vsem gledalcem res priporočal, da se odločite in greste na to pot, na to romarsko pot. Vam ne bo nikoli žal, če potrebujete notranji mir, če iščete vero, če iščete res zaupanje vase in Boga in Marijo. Sadovi Medžugorja pa so vidni, naprimer, pod tem domom Dženakolo, majčeno selo, kjer se te otroci zbirajo, oziroma ljudje, tisti, ki gredo tja, da v bistvu molijo za zdravje na duši in telesu in se vidijo te sadove, ne? Tako, sadovi so vidni in to moram posebej poudariti, izredno zavzetost teh frančiškanov, ki delujejo, ki res gostoljubno sprejemajo se romarje, se potrudijo za vsakodnevno svetomašo, za lepe sprejeme, ljudem naročujejo množično svete maše. Potem ti fanti, ki se zdravijo tam, Čenakolo, oaza miru, ki jo je dal torej ustanoviti pokojni fra Slavko Barbarič, ki je bil res goreč duhovnik. In veliko teh raznih postajank torej govori o tem, da je tukaj evangelij, ki se živi, da je tukaj vera, ki je močna in da so ljudje, ki prihajajo sem, res notranje nagovorjeni in da ti ljudje potem postanejo izhodišče za druge ljudi, da potem povabijo še druge ljudi. In res, ko to gledam, me to izredno nagovarja vsako leto. Zelo zanimivo je, ko se ljudje bosi spenjajo na brdo ukazivanja, Križevac, da gredo pravzaprav po teh skalah, ki so ostre, sami kot planinec, to sami veste, in da človek z boso nogo gre po takšnih skalah, je verjetno nekaj več, da to zmore, ne? Ja, to je res zanimivo. To me vedno nagovarja. Namreč še prva leta so bile te skale gotovo zelo ostre. Pot je bila neprehojna. In skozi teh 25 let je vse to postalo čisto zaobljeno. Ljudje so z koraki torej nekako res tako zaobljubili te skale, da je res nekaj posebnega. In tu se vidi, da človek premaga sebe, premaga napor, premaga to notranjo bolečino in ko ljudje pride na vrh, niso nič ranjeni. Nič, niti zunanje, niti notranje, popolnoma prerojeni, hodijo po noči. Tudi jaz sem šel po noči in me je bilo strah. Torej najprej sploh spon, kaj šele potem, spust, ampak sem videl, da me je kar nosilo. Kot da torej ni bilo nobenega napora, nobenega znoja, ničesar. Torej, kot da res ena nevidna roka te varuje in te tudi pomaga. Verjetno je Marija bdela na tem. Kdo pa so pravzaprav svetniki, pa zakaj se jim verniki priporočamo oziroma prosim njim? Svetniki so res ljudje, ki so živeli evangelij Jezusa Kristusa. To so kažipot, bi rekel, kompas, ki nas vodijo na cilj. Najlepša primera govori o tem, ko je en otrok v cerkvi skupaj z materjo gledal barna okna. In na teh barnih oknih so svetniki. In slučajno je takrat posijalo sonce skozi to okno. In sin je vprašal mamo, kdo pa je to? In ona je rekla, vidiš, to je pa svetnik. In kdo pa so to svetniki? In mama je rekla, svetniki so ljudje, skozi katere posije sonce. Jezusa Kristusa.
To je, mislim, najlepša primera. In svetniki so seveda nam vsem spodbudo, da bi tudi mi živeli tako Kristosovo evangelije. Sicer jih ne moremo posnemati, lahko pa tudi mi na svoj način živimo evangelij, da bi tudi mi nekoč postali svetniki. Sedaj vas pa še prosim, da nam poveste tisto zgodbo o obiskovalcu, ki je obiskal samostan, pa mu je predpostavljeni pater dal, da naj nosi 2 žlici olja, pa se ogleda ta samostan, pa prosim. To je izredno zanimiva zgodba, ja, ki nam posebej pove, kaj moramo v življenju narediti. Namreč, nek fant je prišel k menihu v samostan in prosil, da bi si ogledal, torej samostan. Menihi pa, kot vemo, so zelo duhovni ljudje, mu je pa dal v roke žlico in kanil na to žlico 2 kapljice olja. In mu je rekel, pojdi po samostanu. In nič drugo. In on pa sploh ni vedel, zakaj se gre, zakaj mora tu nositi žlico, pa je mislil, menik že ve, ga bomo bogal. In potem gre po samostanu in je vedno pazil na to žlico olja. Pride nazaj in ga menih pobara, torej reče, no, a si videl kaj po samostanu, te čudovite podobe, te kipe? In je rekel, fant je rekel, kje pa? Jaz sem vedno pazil na to žlico, da ne bi razlil olje. Mislil sem si, to je sigurno dragoceno pri vas olje, morda ga celo nimate in če bi ga razbil, bi bilo to greh skoraj zame. In menih je rekel, vidiš, pojdi še enkrat in pri tem glej po samostanu. Dobro, gre še enkrat in naredi obhod po samostanu in se zagleda v te podobe, pri tem pa pozabi na žlico olja. Pozabi na žlico olja, pride nazaj in takrat se spomni, ko pride pred meniha, da ima žlico, ampak brez olja. In mu je rekel, jaz se opravičujem, čudovit samostan imate, ampak olja žal nimam več. No in menih mu je rekel, poglej, to je podoba tvojega duhovnega življenja. In sicer, mi smo večkrat tako usmerjeni, da gremo po naravi, da gremo po poti in pri tem občudujemo naravo, občudujemo, vse bi dali za našo naravo, pri tem pa pozabljamo nase. To je naša vera, to je naša duhovnost. Druga skrajnost pa je, ko mi delamo samo zase, vse bi naredili, za kariero, da bi imeli čim več denarja, da bi imeli ne vem kaj, vse naj. Pri tem pa sploh ne vidimo narave, sploh ne vidimo šepet drevja, sploh ne opazimo barve čudovitega jesenskega listja, sploh ne vidimo, kako nas sonce prijetno boža s sončnim žarkom. Je rekel, to je podoba našega in tvojega življenja. Zelo lepo ste povedali. Sedaj bi pa nadaljevala z zakramenti. Zakaj so potrebni velikokrat ljudje? Mislim, da niso zakramenti potrebni, ampak verjetno so bolj potrebni, kot si mi sploh mislimo. Najlepše je rekel o zakramentih blaženi škof Slomšek. Njega sem tudi študiral, napravil diplomsko nalogo in Slomšek je rekel, zakramenti so studenci žive vode. Tukaj se človek odžeja. Recimo, krst je potreben za vstop v cerkev, v veliko družino. Krst nam odpira vrata večnega življenja. Krst je kot stopnica v naše krščansko življenje. S krstom dobimo ime, dostojanstvo človeka. Sveto obhajilo, tukaj vidimo, brez obhajila ni pravega duhovnega življenja. Je hrana, tukaj se nam Kristus razodeva. Potem sveta birma, zakrament zrelosti. Tukaj je morda največkrat pri mladih ljudeh napačno pojmovanje birme. Da pojmujejo birmo predvsem kot šolsko, da zaključijo svoje duhovno življenje in se potem šele kasneje vračajo. Seveda so tudi izjeme. Potem sveta spoved, izreden milosten zakrament, to smo omenila Medžugorje, kjer se ljudje po 20-30 letih vračajo in opravijo sveto spoved in so notranje prerojeni novi ljudje. Zato bi morali večji poudarek dati sveti spovedi. Človek mora pač tisto, kar ga teži, povedati. Ker drugače pač je v življenju tako, da človek mora nekomu povedati. In potem pove, ali pove mož ženi, ali žena možu, pride do razprtij, do ločitev. Če bi človek večji poudarek dal sveti spovedi in se olajšal notranje in še prejel dvezo in postal notranje čist, bi drugače začel gledati na svet in življenje. Potem bolniško moziljenje, tudi pomembno za bolnike, ker je to zakrament ozdravljanja.
Mnogi ljudje imajo napačno podobo in mislijo, da je to zakrament za umirajoče. Kar ni, ne? Kar ni. Potem imamo še sveti zakon. Gotovo, tudi danes je kriza glede zakonov. Ljudje nekako pravijo, da je to samo papir, ampak sveti zakon poveže dva. Bog stopi v življenje dveh zakoncev. Potem pa seveda mašniško posvečenje. To pa je velik dar, velik božji dar, ki se vedno za njega zahvaljujem na kolenih pred njim, da me je Gospod poklical in vedno molim in prosim za milost zvestobe do konca. Jaz bi se še dotaknil zakramenta birme. Velikokrat naši birmanci mislijo, da dobijo avtomobile, mopede, kolesa in ne vem kaj vse. Pozabljajo pa, da je to zakrament milosti svetega duha. Mislim, da bi tudi tu bilo dobro nagovoriti, da je to le zakrament, ki je nekaj več kot materialna dobrina. Tako, in sicer gre za zakrament zrelosti. Torej vsak človek potrebuje zrelostni korak. In Sveti Duh, tretja božja oseba, je tisti, ki človeka notranje usposobi za to, za duhovno življenje. Sveti Duh podeli tudi darove, ki si jih birmanci tudi naučijo, ker morajo se odgovarjati pred škofom. Darovi, potem so sadovi Svetega Duha. Sveti Duh torej nas tudi povezuje. Sveti Duh nas notranje očiščuje, saj molimo, pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernikov, žgi njih ogenj, to je notranji ogenj, ki človeka notranje prežari. In pa Sveti Duh je duh edinosti, je to lažnik. Torej, brez Svetega Duha sploh ne moremo prav duhovno živeti in tudi ne moremo spoznati Jezusa Kristusa. Opazim s tem, da ste tudi pevec, glasbenik. Me pa ena posebnost nagovorila v vaši cerkvi, da pravzaprav, kot vidiš, otroke, zelo veliko število ministrantov, zelo urejene oziroma zelo vzgledne, stopijo pred najsvetejše, pokleknejo, pomolijo, mamice z otroki. To je vzor, ki bi ga bilo potrebno tudi še v stale cerkve, ne da bi komu delam krivico, ampak ta stvar se zelo bolj poredko vidi, ne, ampak v vaši cerkvi je to posebej izvarjeno. Zelo, to se pravi, ste jim na eni strani velik vzornik. No, sicer ni vse idealno, ampak trudim se. Torej, tisto, kar imam jaz v sebi, moj odnos do Najsvetejšega, do Jezusa, želim tudi posredovati otrokom in odraslim. In vidim, da otroci to torej začutijo, to mojo ljubezen in tudi sami potem s časoma začnejo tako prakticirati. Skušam pa pri pridigah tudi odrasle nagovarjati, ker vedno je tako, da če mama nima pravega odnosa, potem tudi otrok ne more začutiti te ljubezni do Jezusa. Če pa mama tako lepo dela ali oče in tudi oba gresta k sveti maši skupaj z otrokom, potem pa je čisto drugače. In skušam res pred Najsvetejšim moliti za to in večkrat otroke peljem v cerkev, da jim razložim, da skupaj z njimi molimo, z birmanci tudi rožni venec, prvobhajenci, in moram reči, da so te priprave najlepše. Najprej se mi zdi, da je staršem nekoliko težje, ko je treba to prihajati, potem na koncu pa pravijo, Bogu hvala vam. To je tudi najvišje plačilo, oziroma tisto zadoščenje. Tako. Kako pa gledate na mladi rod kristjanov? Na mladi rod kristjanov gledam optimistično. Namreč, če pogledamo stično, če pogledamo, koliko je po župnijah tudi teh mladinskih skupin tudi. In če gledam na tiste mlade, ki se vendarle v življenju najdejo, ohranijo svojo vero do Boga, do Marije, so lučke za današnji rod. In potem ponavadi je tako, da če nekdo zljubi duhovne vaje, če nekdo zljubi molitev, pritegne tudi sošolce in tudi drugim omogoči, da preko njega dobijo notranjo zadoščenje, vero, zaupanje, ljubezen. In moram reči, tudi veliko mladih, tudi v moji župniji, ki so pripravljeni pomagati, ki želijo nekaj več narediti, ne samo nočno zabavo ali dejansko samo tiste plehke stvari, ki so danes veliko
jih je po televiziji in da želijo tudi nekaj duhovnega dobiti za svoje življenje. Kako ste pravzaprav, kaj je tisto v vas, da ste znali tako nagovoriti mladi rod? Ja, moram reči, da sploh ne vem. Nekaj je, Recepta ni. recepta ni, ne? Recepta ni, se mi zdi samo osebni zgled. To se mi zdi. Zato tudi želim to poudariti vsem, ki naj jo gledate, da res osebni zgled je najbolj pomemben. Človek z zgledom govori, besede mičejo, zgledi vlečejo. Zgledi pa vlečejo. Vi ste tudi, imate tudi pevski zbor, oziroma ste tudi sami pevec, bi morda 2-3 besede še o tem? Torej, v moji župniji je veliko pevskih skupin. Veliko. Veliko. Imamo kvartet 2x2, imamo moški pevski zbor, ženski pevski zbor, mešani pevski zbor, imeli smo otroški pevski zbor, zdaj trenutno iščemo kakšno pridno učiteljico, ki bi bila pripravljena. Torej, ena, ki je bila prej, je zaradi šolskih obveznosti prenehala. Tako da cerkveni pevski zbor je gotovo srčika vsega dogajanja pri Sveti maši in brez pevskega zbora nekaj manjka. Torej, liturgija je lahko zelo lepo doživeta, če pevski zbor lepo sodeluje. In ko sem prišel v župnijo, sem slišal, da pevskega zbora ni bilo. Nekaj časa prej je deloval, pa potem prenehal in takoj sem rekel, prosim lepo, pevski zbor mora biti. In pevci so takoj priskočili na pomoč, veliko pevcev je, tudi v naši župniji in nekateri izmed teh pevcev so z veseljem in tudi priskočili na pomoč in tudi imam dobrega organista, gospoda Ludvika Bračka, ki tudi izdeluje orgle in skratka imam poskrbljeno za te zadeve. Drži, da tisti, ki poje, 3-krat moli. Tako, ja, točno tako. Ne samo 2-krat, celo 3-krat, 4-krat lahko rečemo. In Slomšek je tukaj rekel, ptico bo spoznal po petju, človeka pa tudi. Kaj pomeni za vas beseda, če je človek bogat v Bogu? Če je človek bogat v Bogu, je to vse. To je, se mi zdi, bistvo duhovnega življenja. Vemo, da marsikdo misli, da je bogatstvo v tem, da ima ne vem, 2 avtomobila, da ima materialno dobrine. Ne. Se mi zdi pa, da človek je takrat bogat, kadar tisto, kar ima, da to potrebuje, da je zadovoljen z malim in da tisto, kar ima, da potem zna tudi deliti. In da človek je po tistem bogat, kar je, ne po tistem, kar ima. Jaz veliko krat v oddajah nagovorim oziroma vprašam po našem blaženem Antonu Martinu Slomšku, kako pa pravzaprav vi vidite? Blaženi škof Slomšek je velika luč na slovenskem nebu vernosti. In tudi sam se vedno prizadevam, da ga želim čim bolj predstaviti, da čim bolj želim njegove pesmi tudi prepevati, njegove duhovne misli, pridige. Skratka, živim v duhu blaženega škofa. In tudi imamo Slomškove relikvije, tudi v naši cerkvi, in nagovarjam ljudi, da se ustavijo. Skratka, Slomšek je res znal, tudi v takratnem času, nagovoriti človeka zelo preprosto, to je prvič, preprosto, znal je nagovoriti tudi učene ljudi, znal je nagovoriti šolnike, bil je inšpektor v šolah, veliko pisal, veliko govoril, skratka se razdajal res dan in noč in rekel, sveta vera, bodi vam luč, materin jezik pa ključ do zveličavne narodove mike. Kako lepe besede, ne? Ste bili verjetno tudi na posvetitvi blaženega Antona Martina Slomška na tem Betnavskem? Točno, na obeh obiskih papeža Janeza Pavla in tudi leta 1999. Takrat sem bil torej že duhovnik, na prvem obisku pa sem bil še kot diakon. Ja, gledajte, jaz bi vas še prosil za zaključno misel za naše gledalce. Najprej se vam iskreno zahvaljujem za lepo povabilo, da sem smel nastopiti v tej čudoviti oddaji in pa želim vsem gledalcem torej res obilo lepega jesenskega doživetja, obilo Božjega blagoslova, zdravja,
na duši in na telesu, notranjega miru in bodite res srečni, zadovoljni in notranje bogati ljudje. Gospod župnik Jože, jaz se vam v svojem imenu, v imenu naših gledalcev in v imenu naše televizije najtopleje zahvaljujem za obisk v našem studiu Bokloni. Spoznali smo gospoda župnika Jožeta Lipovška, kateri ima poseben pristop do vsakega človeka. Ga zna razumeti, podati tudi ustrezen nasvet, si vzame čas za njega. Bogu se lahko zahvalimo za tako mladega, vzornega Jezusovega duhovnika. Lahko ga tudi slišite na radijskih valovih Štajerskega radia ali pridete k maši, kjer zna vsakega vernika na svoj poseben način nagovoriti. Bog vam naj bo bogat plačnik, gospod župnik Jože. Ob tej priložnosti pozdravljam našega zvestega gledalca iz Rogaške Slatine, gospoda Mirka Plevčaka in vse ostale, kateri nas spremljate tudi sedaj preko interneta. Moram priznati, da vas imam vse skupaj zelo rad, kajti brez vas bi ta oddaja sigurno naj bila to, kar je. Lahko vam le rečem tisto besedico hvala iz srca. Pišite nam še naprej na elektronski naslov pod@planet.si. Povabim vas, da obiščete tudi spletno stran naše televizije, to je www.mojtv.si ali spletno stran našega sponzorja www.zivilko.com, kjer so tudi nekatere oddaje na tej spletni strani. Ostanite še naprej v družbi naše televizije Moj TV, ki prihaja v vaše domove iz srca. Pozdravljam vas vse skupaj do naslednjega snidenja. Mir in vse dobro, nasvidenje.